Mary! Da? Pohiti! Zakaj? So že tu! Čo prihaja? V 5 minutah bodo pristali. Kaj že? Kako kaj že? Saj bom naviš, da bodo zdaj tu. Kje pa si bila? Malo sem se polepšala. Kara si sama z mano, nisi tako spogledljiva. To ni isto, to očena sva. Daj no daj, vrni se k loncem. Saj imam časa na pretek. Koliko jih pa bo? Kaj ne veš? Rekla si mi, da boš imela seznam povabljenih. Pa še zdaj ne vem, za koliko ljudi naj pogrnem. Saj res, pozabila sem. Na tem otočku živiva več kot uro proč od angleške obale. Kot dva prava Robinsona. Otok vrna ni zapuščen, ta velika hiša stoji na njem. Zdaj pa si predstavljaj, da je družina onim vse to kupila in plačala v 24 urah. Na, vzemi. Ojej, 8 jih bo. Vera Clayton. Tu bo verjetno onimova tajnica. Ne maram tajnic. Še bolj so antipatične kot njihovi šefi. Obnašajo se kot velike dame, se šopirijo in zaničujejo dobre služabnike kot sva midva. Pojdi že v kuhinjo, nehaj tanat. Slišim jih, reši se kako veš in znaš. Si kuharica ali nisi? Ne boj se, nasvidenje dvani upravitelj. Čudovito je tukaj! Kaj ne? Nič drugega kot morje, povsod samo morje in nebo! Oprostite, ste vi gospodična Clayton? Da, in vi ste Rođa? Na uslugo, gospodična. Bi prosim poskrbili, da nama odnesijo potljaga v sobe? Ravno to sem vam hotel predlagati. Ste bili že kdaj tukaj? Nikoli. Le dosti sem slišal o tej hiši, ki čepi sama na otoku. Kdo pa vam je pravi o njej? Gospodin gospa o njim? Ne, neki moj prijatelj, ki jo je zgradil. Strašna zgodba, kaj ne? Ljubezenska zgodba, nič drugega. Mladi Charles Wallace je bil zaljubljen, toda na smrt ljubosumen. In je zato kupil ta otoček, sam projektiral hišo za njegovo ljubico, v upanju, da bo stala ne njegova. Niti telefona ni dal graditi. In ljubka stvarca ga je kljub temu zapustila. Ja, nekega dne je zbežala. In na to je Charles prodal hišo in otok Onimu. To je vse. Kje pa sploh so? Kdo? Onimovi. Moram jih poiskati. Najbrž naju sploh niso slišali. Pa me vendar ne boste pustili samega. Vaša poklicna dolžnost je, da povabljenim delate družbo. Strašno si želim. Izvolite. Lepo strezite si. Ste videli gospoda in gospo Onim? Ne, gospodična. Potem jo prosim poiščite. Nemogoče. Zakaj? Nista tu. Nista tu? Nekaj ju je zadržalo v Londonu. Izvolite, prosim, seznam povabljenih. Hvala. Zakaj so okrcali v Povičon le naju dva? Moram priznati, da na ključe ni imelo prstno vmes. Kaj se tu pravi? Veste, čolnaru sem rekel, naj kaj odpelje in pusti ostale povabljence. No, to je ljubeznivo od vas. Pa tudi pa redno. Priznajte, prosim,
da so ostali povabljenci pravi more. Odlično je to gnezdo. Gospa, moj poklon. Nisem gostiteljica, sem samo tajnica gospe Onim. Gospa Onim se opravičuje. Nujno je zadržana v Londonu in bo prispela šele jutri zjutraj. Strašno mi je žal. Dovolite, da vam predstavim kapetan Lombard, gospodična... Martin, Anabela Martin. Kje pa so drugi? Razkopili so se po obali. Nisem jih čakala. Lezejo kot polži. Bi kaj popili? Če imate kaj dobrega? Moje vdano spoštovanje, gospa. Sem samo tajnica gospe Onim. Gospod in gospa Onim se opravičujeta, ker ne bosta mogla prej kot jutri zjutraj. Vidim, da lahko pijemo med čakanjem. Lombard, Davis, ime mi je Davis. gospodična Anabela Martin. Davis, ime mi je Davis. Dobro sem, kaj ne? Čudovit! Kaj boste popili? Vse eno je, kakoli. Veste, med potjo sem se prehladil. Oho, kak razgled! Spominja me na Južno Afriko. Na Južno Afriko? Tam sem se rodil. Lepa pokrajina. Rej, gospod, zlato, srebro, diamanti, južno sadje, vse, kar vam srce poželi. Gospe, gospodje, General Mackenzie, če se ne motim. Sem tajnica gospe Onim, ki strašno obžaluje, da nikako ne more priti prej kot jutri zjutraj. Dovolite, da vam predstavim kapetan Lombard, gospodična Martin in... Davis, ime mi je Davis. Viski, general. prosim, kako hočete. Ste še v vojski? Bil sem kapetan kolonialne pešalije. Ker pa je vojna končana, sem demobiliziran. To je velika škoda za nas. Prosim lepo, bi lahko spoznala gostiteljico? Vi ste gospodična Brent, se mi zdi. Sem tajnica gospe Onim, ki strašno obžaluje, da nikako ne more priti prej kot jutri zjutraj. To sploh ni smešno, da veste. Zakaj pa ni prišla? Ne vem, nimam pojma. Čudne navade. Poznate te gospode in gospodično? Ne, nišče me ni predstavil. Kapetan Lombard, gospodična Martin, general Mackenzie in... Davis, ime mi je Davis. Ampak odložite ven na prtljago. Sama dobro vem, kaj moram storiti. Pridite na kozaček. Alkohola? Nikoli. Želite mogoče kak sok? Ampak, ker res ni gostiteljice tukaj, da bi sprejela povabljence, Nadomeščam jo, koliko le moram. rada bi videla sobo. Pospremim vas. Računam na vas, da me boste zamenjali, kapetan. Vidim, da sta že velika prijatelja. Kakšna nesramežljivost. Roger! Roger! Bi lahko poskrbeli za prtljago? Seveda. Hvala lepa. Dovolite mi, da se predstavim, kapetan Lombard. Naši gostitelji še niso Me veseli, gospod. Jaz sem sodnica Mel Grave. Mi si pravkar gasimo žejo. Se nam hočete pridružiti? Prav rada. Tako je prav, pridite, saj niste preveč zadihani. Davis, ime mi je Davis. To pa je hiša, kaj? Tu bomo imeli mir. Resničen mir, da. Ste zadnji? Ne, še neka potnica je za mano, pa se je zamudila na plaži. Kam pa je naenkrat izginila tajnica? Šla je z gospodično Brenta na mesti. Bi se sprehodili po vrtu medtem, ko jo čakamo? Zakaj ne? Treba je čim lepši preživeti ta čas. Hvala. Takoj se vrneva. Ne boste sedli? Bi pa, oprostite, ampak na mojem stolu sedite. Na vašem stolu? Potem ste pa vi eden domači. Ne, še nikoli nisem bil tukaj. Ampak že 10 let nazaj moj sedež vedno v bližini kamina. Torej, ker sem star obsedenec, sedam vedno v bližino kamina. Verjetno se vam zdi vse skupaj malo smešno. Izvolite, prosim. Hvala. Med nama povedano, sploh ne vem, zakaj so me povabili. To je prvič po 4 letih. Ganjen sem res, zelo sem ganjen.
Bi mogoče želeli videti svoje sobe? Povejte no, Prosim. mogoče veste, je bila gospa Constance Kellington tudi povabljena? Ne verjamem, gospa. Edino, če ne bo prišla jutri z gospo in gospodom onim. Mi hočete prosim slediti? Rade volje. Dobar dan. Dober dan, Davis, ime mi je Davis. Luisova. Luisova, doktor Luisova. Da. Takoj sem vas poznal. Nikoli niste bili moj pacient. Ne bi vas pozabila. Ne, videla sva se na sodišču, bili ste priča. Ste zaposleni na sodišču? O ne, prišel sem iz Južne Afrike. Povejte no, nisem vas videl v vlaku. Ste do pristanišča prišli z avtom? Avtom, da. Vam je uspelo parkirati? Jasno. Hitro ste prišli. Sploh ne. To ni priporočljivo za zdravje. Oprostite, moram pozdraviti gospoda Onima. Gospodarja, ga ni tukaj. Ste vi pozvonili, gospod? Kdaj bomo pričeli žvečiti? Večerjali. Boste lahko ob 8:30, gospod. Lep prostor je tu, ne? Ne morem še reči. Šele 8 dni smo upravnik tega doma. Povejte no, ali bi lahko čez noč postavili v mojo sobo nekaj steklenic piva? Lahko, gospod. Poleg pa, kaj ne vendarim, kak sendvič, malo sira. Prinesite pač, kaj boste našli, prav? Gospod ne bo pogrešal ničesar. Kje pa je moja soba? Sledite mi, prosim. Vse bom sam našel. V prvem nadstropju je, druga vrata levo. Hvala. Kdo pa je to? Davis. Ime mu je Davis. Južna Afrika. Ni mi všeč, prav nihče mi ni všeč. Vsi so tako visoki, tako meščansko ponosni. Primi lepotica moja in lepo pa mi kozarce. Jaz, kuharica! Moja kuharica, kraljica modrega traku. Ampak hitro odnesi se skupaj, slišiš? Če ne misliš spremeniti v pomivalko kozarcev, bom pobrala svoje cunje in odšla nazaj na deželo. Prav rad bi te videl. Ne boš me zadržal, da veš. Kaj pa morje? Na otoku smo ne pozabi. Sicer pa ne daneva spet. Dvojno zasluživa, vina in ostale pijače mava na pretek. Bomo lahko kmalu večerjali? Kaj da želite, gospodična? Takoj potem, ko bodo vsi prišli sem. To pa poznam, precej časa bo trajalo. Je kaj dobrega za večerjo? Bodite brez skrbi, gospodična. Moja žena sicer res dosti govori, ampak svoje delo opravlja izvrstno. Prekrasen večer. Da, kaj vas ta obleka ne moti? Je neki, zakaj? Ker nimate občutka, da ste goli, to sem si dovolila pripomniti zato, ker gostiteljica gotovo ne bi bila zadovoljna z vami. Kaj bi radi zapeljali pose moške tukaj? Zadostoval bi mi en sam. Mladina se dan danes obnaša tako nemogoče, da je ni mogoče prenašati. Kaj res se vam zdi? Kaj se sprenevedate? Obleko imate dekotirano skoraj do pasu in tisto vaše praženje na plaži, ko ste skoraj goli. Sončna kopel pravite, to je pohotnost. In vsi se tikajo, pijo alkohol, prav nič jih ni sram. Le poglejte se te mlade ljudi, sami nič vredneži, malopridneži. Mala Anabela Martina prima, čemu je na svetu? Pa tisti kapetan Lombard. Kapetan Lombard ima za seboj že kar čedno kariero. Pustolovec, nič vrednež kot ostali. Recite raje, da se strašno bojite mladih. Spominjajo vas na vse tisto, kar vam manjka. Nesramni ste. Vedno povem tisto, kar mislim. Jaz pa mislim, da vsa ta razuzdanost vodi svetu v popad. Ste videli sodnico? Še ne.
Doktor Luisova. Kapitan Obal, doktor Luisova, gospodična Clayton. Gospa? Se vam ne zdi, da je ta sodnica malo čez les? Kot vsi sodniki. Nisem vedela, da je bila sodnica. Toliko nedožni je spravila v življenje, kot noben drug v vsej Angliji. Kaj, mi ne verjamete? Seveda verjamem, seveda. Tudi ona sama vam tega sploh ne bi verjela. Da. Gospodična, dovolite, da vam predstavim sodnico McGrath. Gospa? Ker se pač nihče ne spomni, da bi me predstavil, se bom kar sama, če dovolite. Seveda, prosim. Sicer pa, ali niste vi gospodična Brent? Ker se me resnično spomnite, bi vas lahko nekaj vprašala? Izvolite, prosim. Na samem. Priporočam vam, da se od gospodične Brent naučite obzira in priljubljenosti. Boste koktejl? Če je dovoljeno. Ste v redu, general? Vse, voda je bila vroča, kako mi ugaja. Vse najboljšem redu, hvala. Boste koktejl? Ne, hvala. Ne boste vendar bili. Dosti drugih je, ki jim lahko postrežete pred menoj. Vi ste izmed vseh najbolj zanimivi. Se vam ne zdi? Pridite pogledate setca morčkov. Kaj pa počenjajo tu na kaminu? Ponazarjajo pesmico. Ko smo bili še otroci, smo straščansko radi prepevali te kitice. 10 je šlo za morčkov na veliki banket, se en je zadavil in šel na drugi svet. 9 je šlo za morčkov v posteljo kasno, se en ni prebudil na lepem vzel slovo. Zdaj 8 je za morčkov pragosto tavalo, se en je izgubil, nazaj ga več ne bo. In 7 še za morčkov je sekač lodova, se en je nesrečno preklal na kosa 2. Na jaso 6 za morčkov odšlo se je igrat, je enemu čebela zarila želovat. Odšlo je 5 za morčkov iskat pravice v svet, so enega zaprli, nič več ne bo jih 5. So 4 še za morčki na ladjo krcali, tam enega slanik je pohrustal kos kostmi. Le 3 še za morčkov je šlo živalski vrt, prišel je medved silni in 3. bil je strt. Ostala 2 za morčka, na sončenje odšla, se en je opetljal, zapustil drugega. Še zadnji je za morček obupal čisto sam, od žalosti obesil se je na trden dram. Tišina, prosim, tišina. V imenu Boga, pravice in človeštva vas obtožujem, da ste zagrešili tele zločine. Doktor Luisova, krivi ste smrti Johna Copla. General Clancy, dan
nič čudega ni. Odkod je prišel glas? Rekla bi. Kdo me je tako vrekoval? Treba ga je poiskat. Z neba ni mogel priti. Ustavite! Ustavite! Strašno! V imenu Strašno! Boga in človeštva vas obtožujem, da ste zagrešili. Tukaj je. Imam ga. Dovolite mračne šale. Kaj mislite, da je samo šala? Kaj ne bi bilo drugega? Tudi sama se sprašujem. Tukaj je krivec. Kdo je spustil kaseto? To bi vsi radi vedeli. Mogoče, če bi kaj rekel. Mary, jaz sem Roger, zbudi se. Vse bo dobro, me slišiš? Vse bo dobro. V redu je, slabost, nič drugega. Kaj pa je bilo? Omedleli ste. Saj res. Tisti glas, kako na sodišču, rekel je, da sva Roger in jaz. Povem vam, tako me je stisnilo. Le kdo si je dovolil tak napad name? Pomirite se, general. Pa poglejmo. Nekdo je moral spustiti kaseto. To ste bili vi, kaj ne? Da, gospa sodnica. Zakaj? Rekli so mi, ne storim tako. Kdo vam je to naročil? Gospod Onim. Resnično? Častna beseda, gospa sodnica. Prav to kaseto sem moral zavrteti. To je neumno, obdolžili so me. Tega se ne pustim reči kar tako. Gospod Oni misli, da je strašno skrivnosten. Skrivnosten? Kdo pa sploh je ta gospod Onim? Res, kdo je Onim? Gospod Onim. Gospod Onim. Vaša žena je potrebna počitka. Odpeljite jo prosim v sobo in ne leže. Vi pa takoj pridite nazaj. Prav, gospa sodnica. Pomagala vam bom. Tisti glas. Joj, tisti glas. K sreči je med vami sodnica. Potrebno bo majhno zaslišanje. Bi lahko dobila kozarec vode, grlo mi kaj gori. Takoj, tudi meni se bo strašno prilegel požirek. Meni je to storil, meni generalu. Dobro bo spala vso noč, dala sem mi uspavalo. Zdaj pa na delo. Roger. Vse mi povejte, kar veste o gospodarju Onimu. Torej, poslušam vas. Da. Torej, ta hiša je njegova. Nič novega mi niste povedali, ampak on, kakšen je? Še nikoli ga nisem videl. Še nikoli ga niste videli? Ne. Najeli so naju preko posredovalnice. To lahko preverimo. Imate pogodbo za delo? Da, gospa sodnica. Torej ste prišli naravnost sem kaj? Pred 8 dnevi. In kakšna je bila teda hiša? Lepo pospravljena. Čista. Omare so bile polne konzerv. Prinesti je bilo treba samo še kruh in mleko. In potem? In potem sem dobil pismo. Pripravite hišo za 8 gostov. Včeraj zjutraj pa še drugo pismo. Gospod in gospo Onim obžalujeta, ker bosta prišla z zamudo. Pisala sta tudi, ker moram storiti s kaseto. Tukaj piše. Na pismu je glava hotela Ritz. In tipkano je... Underwood Portable oznaka 5. Skoraj nov, brez nemaše okvare. Nič nam ne bo pomagalo, tudi prstnih odtisov verjetno ni na njem. Človek bi rekel, da ste poklicni detektiv. Ste videli podpis? Hvala, gospodična Martin, da ste me opozorili na podpis. Verjetno je to precej važen moment pri identifikaciji Onima. Lepo bi prosila vse, ki vedo karkoli o gospe in gospodu Onim, da zdaj povedo kaj o njiju. Torej, nihče od nas ne pozna Onimovih. Nasprotno pa so oni prav na tekočem o vsakem od nas in to za dosti let nazaj. Precej nenavadno. Gospod William Bloor? Davis. Ime. Davis. Ne, gospod Bloor. Ne tako. Zakaj nas hočete na vsak način prepričati, da ste Davis?
Prepričana sem, da ste v resnici William Bloch. Ko vas je strašni glas poklical, je jasno in glasno rekel William Bloch. In tedaj ste se zelo zdrznili. Vsi so to videli. Prav. Jaz sem Bloch. In potem? Potem? Pripovedovali ste nam, da ste prišli iz Južne Afrike. Ne verjamem niti besede. Prav imate. Povedal vam bom, kako je s to stvarjo. Sem policijski inšpektor, detektiv, če dovolite. Najeli so me Onimovi, da malo popazim na vas, ker so vam premalo zaupali. Nam? Torej jih vi potem poznate? Ne, naročili in plačali so me preko posredovalnice. Varovat bi moral na kit gospe Onim. En Onim. To mogoče pomeni anonim. Zona me opliva. Dejte, to ne bi bilo mogoče. Verjetno imamo opravka z norcem, toda z nevarnim norcem. Česa nisi Poslušajte me! Naš anonimni gostitelj le ni tako slabo obveščen, kako zdaj vsi trdite. Če se spomnite, je trdil, da sem kriva za smrt Georgea Harperja. To je stara zgodba. Bila sem sodnica v mestecu na podeželju. Harper je bil obtožen, da je umoril svojo ženo. Obsodila sem ga na smrt. Ste obtoženca osebno poznali? Ne. Ni bilo slišati zelo prepričljivo. Imeli ste prav, da Onim je na vsak način popoln norec. Žal je strašansko dobro obveščen o naših napakah. Prostite, protestiram. Konec vojne sem sicer res dal ustreliti mladega oficirja, ampak ne zato, ker bi bil ljubimec moje žene. Če sem povozila mladega Campbellova, sem je povozila nehote. Saj sta pritekla iz hiše. Kar vrgla sta si na moj avto. Ničesar nisem mogla storiti. Nikako ni bila moja krivda. Morali ste voziti tako hitro, kaj? In koliko ste dobili za njuno smrt? Za 1 leto so mi vzeli vozniško dovoljenje. To me zelo prizadelo. Malo za smrt 2 nedolžnih. Saj sem vam povedala, da nisem mogla zaustaviti. Veste kaj? Vsakdo od nas je trdno prepričan, da ima čisto vest. Jaz pa, verjemite ali ne, se čutim odgovornega. Kako to mislite? En se je že razkrinkal, uganila sem. Priznam, da sem pustil v puščavi 20 nedolžnih ljudi. Zapustili ste svoje može? Priznam, takrat jim bilo mogoče dvoje. Živeti ali umreti. Ampak... Ne sodite me prehitro. Prepričan sem, da bi vi na mojem mestu sodili popolnoma isto. Slabo me poznate. Videti je torej, da je hotel anonim zbrat nas. Le nas. Zakaj? To dejstvo me vznemirja. Mislim, da se vsi strinjate z mano. Takoj odidimo. Rođa, čim hitreje prinesite našo prtljago. Ne boste mogli leteti nocoj. Nobenega čovna ni. Potem moramo telefonirati. Telefona nimamo. Kdaj bodo se čovni vrnili? Jutri zjutraj. Kdaj? Okoli 7:30. Odlično. Jutri zjutraj bomo torej lahko odpotovali. Mene osebno ta vaš Onim pozabava. In čeprav je nor in vse njegove ideje so neumne, pijem na njegovo zdravje. Zadušila se je. Človek se ne zaduši kar tako. Ta gospodična ni umrla naravne smrti. Je bilo mogoče kaj v njenem kozarcu? Da, ni dvoma. Cianid s takojšnjim delovanjem. In kdo je nasul cianida? Sama. Gotovo se je sama. Samomor? Da. Pa tako je bila vesela. Tako razpoložena. Tako rada je imela življenje. Le kako je to mogoče? Poglejte, kipec za močka razbit. Očarljiv večer.
gospa doktor? Ničesa ni videti. Ura je četrt na 9. Vsaki bi moral biti tu. Niti sledu o kakem čonu na vsem obzorju. Če ribiči niso šli na lov, potem pomeni, da bo slabo vreme. Bojim se, da res. Dosti mi je tega čakanja. V tem niste osamljeni. Roger, kje je? Ni ga, niti zajtrka ni pripravil. Mislim, da ima težko vest. Ste videli njegov obraz sinoči? Vso noč nisem zatisnila očesa. Vse je tako grozljivo. Prepričan sem, da sta Roger in Mary resnično bila starega Bradyja. Gremo staviti. Tudi vi ste prepričani o tem, kaj ne? Morilec med nami. Pojdimo čim prej. Ne morem več zdržati. Kaj, če jo je pobrisal brez nas? Kako? Se nima čovna? Tako nam je on rekel. Nišče pa tega ni preveril. Mogoče pa čom bil še tukaj. O ne. Tega mi nikako ne bi smeli dovoliti. Ste vse vi, general, dobro spali? Videl sem, da. Sanjal sem o moji ženi, o moji dragi Leslie. Ko bi le prišel? Kdo? Čovn, ki nas je včeraj pripeljal. Včeraj? Je bilo to šele včeraj? Tudi meni se zdi, da sem že celo večnost tukaj. Večer je bil kar dobro izpolnjen in zabaven. Kasetofon nam je pripovedoval zgodbice za lahko noč. Gostitelj, ki nas je povabil, nas je anonimnosti prav dobro zabavil. In gospodična, ki se je obila, da bi nas spravila v dobro voljo. Saj me razumete, moja Leslie. Tako sem želel, da bi ostala. Da, dobro vas razumem. S njegovim zdravjem ni vse v redu. Čez noč se je postaril za 10 let. Annabelin samomor ga je verjetno tako zelo prizadel. Ste prepričani, da je bil samomor? Tudi jaz sem vaših misli, gospodična Kleten. Kaj pa, če gospod Anonim ni bil odsoten? Morali bi ga opaziti, ko bi dal cianit v Annabelin kozarec. Vprašanje je, če... Gospa doktor! Gospa doktor! Kaj pa je? Gospa doktor! Moja žena, hitro, pridite, hitro! Spet nove skrbi. To je pa že od sile. Pomirite se, prosim. Leslie, si to ti? Pridi bliže. Ste me kaj vprašali, general? Pridi, moja Leslie. Pridi bliže. Jaz sem Vera Clayton, general. Vera Clayton. Oprostite, zamenjal sem vas z njo. Sami ste mi rekli, da je že dolgo od tega, kar je umrla. Mislil sem, zdaj pa vem, da je tukaj na otoku. Dobar dan, želim vsem skupaj. Dobar dan. Sem pozen, spal sem kot ubit. Je čon že tu? Čakamo dan. Dobar dan. Kaj pa vam je? Spet imate tako preplašene obraze. Slabo smo spali. Ste že zatokovali? Roger nam sploh še ni postregel. Škoda. Kaj pa je to? Prosim? Gospodična Brent, včeraj zvečer, saj ste vi našli ostanke razbitega zamorčka, kaj ne? Da, zakaj? Moralo bi jih biti še 9. Seveda. Pa jih je samo 8. 8, res je. Kaj takega? Ampak kako se je to zgodilo? Gospa doktor, pravi čas prihajate. Mary je mrtva. Mrtva? Da. Po noči je umrla. Roger je najprej mislil, da spi. In zakaj je umrla? Srce? Ne vem. Je bila mogoče zastrupljena? Mogoče. Cianidom, kot Annabela? Ne, učinkovala je veliko počasneje. Kaj pa ste ji dali vi sinoči? Povedala sem vam, uspavalni prašek. Torej po vašem... Njena smrt ni bila naravna, kako tudi Annabelina ne. Čeprav bi mogoče... Strašena ni padla v nezavest, kaj, gospod detektiv? Jaz vam bom povedala. Strah jo je bilo. Umrla od strahu. Bog jo je kaznoval. Kaj pa, če je to žensko nekdo ubil? Ampak kdo? Moramo ga poiskati. Ne trudite se preveč. Imam rešitev. Ni ničesa pila, prednje je šla spat? Ne. Ste prepričani? Roger mi je zagotovil, da ne. Roger, no zdaj smo pa tam. Kaj še vedno ne razumete? Ali niste videli njegov obraz, ko je žena padla v nezavest? Bal se je, da bo umrla. Še bolj pa se je bal,
da bo pripovedovala, kako sta ubila starega Bradyja. Torej, nekaj kapljic očej in vse je opravljeno. Treba je le še oprati skodelico in zjutraj reči doktorici, da ni ničesa pila. Žena je lepo mrtva in vse v najlepšem redu. Nevarnost je mila. To ni mogoče. Dajte no svojo lastno ženo. Vidi se vam, da še nikoli niste bili poročeni. Oprostite, da sem zamudil. Za zajtrk se opravičujem, malo kasneje bo. Tudi za kosilo je urejeno. Sicer nisem dober kuhar, ker znam spečle jajca. Zato bom prisiljen odpreti konzerve. Poleg tega boste imeli še sir, kompot in nekaj sladkega. Seveda, je že dobro. Saj bomo odšli, kaj mislite, da bomo kosili tukaj, kaj? Oprostite, gospod, ampak čovna gotovo ne bo. Zakaj? Zakaj ne bo prišel? Kada ne pride ob določeni uri, ga ni. Verjetno bo slabo vreme. Je treba še kaj pripraviti? Ne, hvala. To je primer hladnokrvnega morilca. Žena je mrtva, on pa njene duše pripravlja kosilo. In vse eno mu je, če čom pride ali ne. Najtežje je, da smo sami, da ne moremo računati na nikakršno pomoč od zunaj. Tako malo časa nam še ostane. Tako malo. Zgubljamo ga za malenkosti. Vihar boste videli. Bojim se, da je mogoče anonim ukazal čolnarju, naj ostane na kopnem. Norec, ki je obrazoril vse to, je gotovo skrit nekje na otoku. Predlagam, da ga počnemo iskati. In potem? Potem se lahko vse rešimo življenje. Mislite? Dragi prijatelji, za vse vas imam prijetno novico. Prav nišče se ne bo rešil. Kaj pa spet veze, stari? Nadilo, končajmo to zgodbo, pridite. Škoda, da nimamo revolverja. Ga vidite? Pojdimo. Glej, kaj imate vedno revolver pri roki? Več kot enkrat mi je rešil življenje. In tudi zdaj se ne bom prav nič obotavljal, da ga uporabim. Prijeten gospod. Nori kriminalci redko napadajo direktno. Največkrat so to sladkobni zahrbtni in neoboroženi posegi. Jaz sem preiskal hišo, vidva pa dajta otok. Ne ločita se pod nobenim pogojem. Pojdiva torej in dajte mi roko, da se ne bova izgubila. Precej nepremišljenje, ta mladi Lombard. Prav ima. Če se ta človek, ki je skriva, ga je treba najti. Občutek imam, da je treba za rešitev te uganke več pameti kot poguma. Saj nas ne boste zapustili, kaj ne? Ne, na teraso grem, da se malo umirim. Verjemite mi, v podobnih položajih je treba počivati. Kje je reča štrina volne? Je niste videli? Ne. Verjetno sem jo pozabila v sobi. Naj vam jo prinesem? Ne, najlažje bom našla sama. Poleg tega pa nimam rada, da kdo stika po mojih stvarih. Najbolje bi bilo lepo mirno počakati. Počakati? Na konec. Pravi konec. Ni je. Upal sem, da se je skrila. Kdo pa? Moja Leslie. Kako sem jo imel rad. Prestar sem bil za njo. 20 let sem bil starejši. Mladi oficir bil neprestano pri nas. Nihče mu ni branil. Leslie in on sta si vedno pripovedovala nešteto stvari. O glasbi, o knjigah. Poslušal sem ju. Kakšen norec sem bil. Kako zna biti nor, star mož. Resnico sem izvedel na fronti. Bila sva v istem bataljonu. Pisala nama je. Nekoč se je zmotila o vitkih. Dobro zame, kaj ne? Ne govorite več o tem. Moram se spominjati, moram. Jeza je rasla, sovraštvo je raslo. Raslo. In nekega dne sem ga odsodil na smrt. Torej je res! Nihče ni nikoli uganil tega. Še Leslie ne. Umrla je zaradi žalosti, ker oni drugi ni bil več pri njej. In tako sem obal bil.
Danes bom vse to plačal. Kaj hočete reči s tem? Mi vsi bomo plačali. To je neumno. Pri vaših letih se človek teže poslovi od življenja kot v mojih. Če bi vedela, kakšno olajšanje to zame. General, poglejte me! Sedel bom malo zunaj. Čakal, da pride Leslie pome. Kaj je narobe? Strah me je. Strah. Res ste bili kot platno. Popiva kozaček, to vam bo pomagalo. Popiva kozaček! Ura je 9 zjutraj. Mi vsi smo obtoženi umora. Stari general je znov. Vi pa mislite na kozarček? Nočete popiti z menoj kozačka? Ko boste boljše volje, me kaj pokličite. Kakšna mora zna biti ta moški? Stari general me je razdražil. Zdi se mi, da nekaj ni v redu z njim. Morali bi ga razvedriti. Torej, general, gledate ptičke, vidite mogoče kakšno ladico, slabe volje, kaj? Kaka si ostali, bo tudi on dobil kazen za svoje grehe. Bog je posod z nami, Bog je pravičen. Prosim, ne pričenjajte spet svojimi pridigami. Niste slišali včeraj zvečer? Dal je umoriti mladega oficirja, sram ga ne bo. Kaj pa vi veste o tem? Glas nam je povedal. Isti glas je obdolžil tudi vas, da ste krivi za smrt neke Beatrice Taylor. Upam, da ne verjamete tega. Služkinja brez morale. Veste, kaj je storila? Kako ne bi vedela? Draga moja, bila je noseča. In kaj potem? Ne razumete? Bila je noseča, poročena pa ne. In to pri meni. Imela je 17 let. Na vso srečo sem pravočasno ukrepala. Kako? Oštela sem jo, kot je treba. In kaj je rekla? Smerila se je. In vi ste jo nagnali? Takoj. Pa ona? Zelo se je bala iti domov staršem. Z eno potezo pa je bilo vse urejeno. Z eno potezo? Da. Utopila se je, če že hočete vedeti. Glas potem vseeno ni lagal. Odgovorni ste za njeno smrt. Popolnoma nemoralni ste, mala moja. Bolje bi bilo, če bi večkrat pomislili na Boga. Zajtrk je pripravljen. Mir! Samo svoje delo opravljam. Prav ima, pojdimo jest. Recitirate Shakespeara? Gospod, to je svetopismo. Odlično, zelo zdravo čtivo. To je, gospod doktor. Nikjer nič, nikjer kotička, kjer bi se lahko kdo skril. Niti jame, niti kupa zemlje, skratka ničesar. In vi, kapetan? Nikoga ni, razen nas seveda. Preiskal sem hišo od temelja do dimnika. Oprostite, gospodična, ampak vse bomo zlo. Že gremo. Kje ste zdaj s svojimi sklepi? Občutek imam, da... K mizi, o vsem tem bomo govorili pri mizi. Predlagam, jejmo, pijmo in bodimo veseli. Kar je usvojeno, je usvojeno. Ne bomo mogli kar tako spremeniti usode. Mladi brezverec, nikakor se ne bi smeli učiti pri njem. Ste za aperitiv? Torej, general, greste, pokažimo jim menda, da imava še vedno dober apetit, čeprav sva že odslužila. Ne vam pomagam? General je zaklan. Kaj? Kaj ste rekli? Kako? Kapetan Lobat ima prav. Mackenzie je mrtev. Te vrna nemogoče, le mi smo na otoku, vse smo preiskali. Tukaj ne. Kje? V tej sobi. Hudiča. Ponavljam, v tej sobi je. Torej? Da, gospod Blor. A en onim ni nihče drug kot nekdo izmed nas.
gospo. Imate minuto časa? Časa imam na pretek. Želite? Rad bi izkoristil priložnost, ko sva sama. Strinjam se z vami, to veste. V čem? Da je morilec nekdo med nami. Jasno. In uganil smo, kdo je to. To bi lahko že prej povedali. Kaj niti ne slutite? Ne vem. Gotovo se spominjate primera Stencel. Dva dobra starčka je nekdo spaval sekiro in nikoga drugega niste imela kot staro negibno gospodinjo. Tako negibno, da ste oprostili. In potem? Nikoli niso našli krivca. In povedal vam bom, zakaj ne. Stara devica, pobožna, ponižna in vse ostalo. Ona je bila krivec. Gospodično Brand, sumite. In še kako, neprestano samo bere. Mistično je zmedena. Take so najbolj nevarne. Potem, ker niste opazili, le nje nikoli ni strah. Hudiča, ničesa se ne bojita. Pst, pozor. Izvolite kavo, osvežila nas bo. Kakšen veter in kako dežuje. Kdo bi zjutraj mislil, da bo tako vreme? Kaj se kapetan Lombard in Roča še nista vrnila z obhoda? Morali bomo narediti nekako uradno izpraševanje. Ne smemo dovoliti, da bi se po nedolžnem obsojali in sumničili. Sumite koga? Kdo je skrbel za Rogerjevo ženo? Kdo je takoj postavil diagnozo, da je bil v njenem kozarcu cianid? Gospa doktor? Doktorici bi bilo kaj takega najlažje. Seveda, to je spet ena vaših muk. Gospa doktor je samo v redu upravila svoje delo. Vi sumite nekoga drugega? Mislim na tistega, ki ga bo Bog kaznoval za svoje grehe. Roger. Nikoli ne bi bil sposoben tako dobro zrežirati vsega skupaj. Kakšno zopano vreme. Vidva sta. Vidite, strah jo je. Kdo pa ste mislili, da je kaj? Kaj vas pa to briga? Stavim, da se ne upate odgovoriti. Kdo ste mislili, da je? Mala Beatrice Taylor, brez dvoma. Ne govorim s tako slabo vzgojenimi ljudmi. Rad bi malo kave, prosim. Saj ste do kože premočeni. Saj čevlje si preobujte. Daj smo zapečateni. Ker ne zna nišče plavat. Po takem morju. Poleg tega smo predaleč od obale. Vsak bi se utopil. Utopil? Zakaj to pravite, me gledate? No, nekatere besede pa strašno neradi slišite, gospodična Brand. Tudi tukaj je Nevita. Kaj pa je, o čem ste se pogovarjali? Drug od drugega dvomimo in sumimo. Kaj govorite? Nikoga ne sumim. Dejte, no dejte. Malo dobre volje vam je treba, to je vse. Ker ne bi mogli krotiti svojega jezika. Prostite. Kaj, ko bi malo zakurili v kaminu? Ogrelo bi nas in lepše bi bilo v sobi. Roča, imate kaj dol? Pod verando jih je nekaj pri vhodu. Odlično. Prinesite nam jih. Vzemite. Ogonite si ga. Hvala. Oprostite, gospe in gospodje. Je kdo videl platneno zaveso iz kopalnice? Ej. Zavesa iz kopalnice? Da, izginila je. Nasekat grem drva. Morala bi mu dati malo kave. Res je. Ravno tako je bil moker, kako jaz. Odnesla mu jo bom. Je pa je gospa doktor. V svoji sobi, utrujena je. Upam, da se je zaklenila v sobo. Tudi jaz upam. Bilo nas je 10, ostalo nas je 7. 7 malih zamorčkov. Od katerih je eden morilec. Ste opazili? Naš kriminalec točno sledi vsebini pesmi. Prvi zamorček se zaruši, kako gospodična Anabela Martin. Drugi zamorček se zaspal in se ni več prebudil, kako Rogerjeva žena.
In tretji se je izgubil, res ubogi general se je izgubil. Po logiki bi potem zdaj morali slišati, da reciklire. To mi ni všeč, ne govorite o takih stvarih s smehom na ustih. Sekira, ampak roča seka drva. Vera! Vera! Filip! Vera! Filip! Kako me je skrbilo? Zaradi mene? Ej se, gospa doktor še ni vrnila sem? Ne še. In to vam je čisto vseeno? Seveda, doktorico njeno ime rešuje vsakega suma. Tudi vaše vas seveda. Laskate mi, gospod Blo. Toda videli smo že sodnike, ki so bili popolnoma nori. In tudi zdravnike, posebno psihiatre. Policaje pa tudi. Raje bi videla, da bi bila doktorica tukaj, ne v svoji sobi. Kdo je bo šel iskat? Jaz. In če vam ne bo hotela odpreti, Jaz grem k njej. Nesite ji kavo, to bo dober izgovor. ne trudite se. Ne, veste, nekam moram poiskati svoji sobi. Potem pojdite obi. Pojdiva, gospodična Brent. Pazite na njo. Zakaj ste prinesli revolver s sabo? Vse sem že povedal. Nikamor ne grem brez njega. A se mi zdi čudno je to, da ga vi, policaj, nimate? Detektiv, mi nikoli ne streljamo. To ste vi, kaj? Prosim? Pravim, da si to ti. Prav vse ste že osumili. Enkrat boste res morali uganiti. Da to zanikate. Kar brez potrebe niste prinesli revolverja s sabo. Torej, Gospod Bloa, iskreno čestitam. V pismu, v katerem so me povabili vsake, so me zelo pozorno opozorili, da bo tukaj veliko nevarnosti, posebno zaradi nekega pogumnega moža. zakaj ste prišli? Uživam v nevarnosti in ni mi žal. In zdaj se pa pojdite preobleči. Še zboleli boste. Da, moj angel varov, grem. In to samo zato, da potolažim vaš materinski čut. Ta njegova zgodba je strte izvita. Toda on jim ga je ujel ravno tako kot nas. Pa vsi smo v mišnici, zaprti kot podgane. Zakaj me tako gledate? Prosim vas, gospa doktor, vi bi morali vedeti, da nikakor ne smemo dovoliti živcem, da nas premagajo. Na koncu sem s močmi uničena. Ko sem legla, se je vse začelo vrteti okoli mene. Bolnica, operacijska dvorana, nož na vratu. Spomini, kaj ne? In vi, kaj se vam nikoli ne stane, da ste koga po nedolžnem obsodili na smrt? Georgia Haparja, na primer. Nikoli! Ubijal je! Porota ga je hotela oprostiti. Toda tam sem bila še jaz. Ustavite! 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 Storite me na kaj? Kaj je storila? Ustavite! Ustavite! Ne preneha! Ustavite! Poglejte za močke. Vse. En manjka? Dva manjkata. Dva? Nočem umreti. Filip! Roger! Filip! Kaj se je zgodilo? Dva manjkata. Odkdaj? Niti opazili nismo odkdaj. Kdo je mislil na ta močke? Gospa doktor je opazila prva, da sta dva izginila. Kaj je stopila k kaminu? Kaj je? Roger Sekiro. Se je porezal. Na dvoje preklan. Kot v pesmici. Na dvoje je preklan. In zdaj ostane šestih še. Dajte no, ta kicica pravi, da je enega pičila čebela. Pa vendar jih je samo 5. Kje pa je gospodična Brent? Brizgalka? Torej, to ni bila ona. Kdo pa? Nekdo od nas 5.
Nekdo od nas petih? Ampak kdo? Prepričani, da sem krivec, jaz? Če bi bil tako zelo prepričan, vas ne bi bilo več tukaj. Zdaj nas hočete prepričati, da ste izgubili revolver? Dejte no! Gospod Blois, osmešili ste detektivski poklic. Če bi prišel z namenom, da vas ustrelim, bi bili že zdavnaj mrzli, kako tudi ostali trije. Pif, 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 pif. Konec komedije. Kje pa? V pesmi gre vse skupaj drugače. V mojem gospodične brand je bil dobro premišljen. V injekciji je bila pruska kislina. Namesto, da bi si vbrizgala kalcij, si vbrizgala kislino in padla kot pokošena. Bodite vna tiho! Samo pogovarjata se. Naredite kaj. To mi gre pomagati, na bregu zakurim ogenj. A vaš ogenj ne bo dolgo gorel. Ko bo dež prenehal, bo. Saj poizkusimo lahko. Še predtem bomo vsi mrtvi. Že jutri bo lepo. Jutri nas ne bo več med živimi. Razen tistega, ki ni bila moja krivda. O čem pa govorite? O Johnovi smrti. O smrti Johna Kobla. Takrat sem veliko pila. Bila sem pijana, ko sem ga operirala. Bil je čeden fant. Ubila sem ga, ubila. Če smo popolnoma odkriti, moramo priznati, da smo kar lepa ruščina. Pomočniki in bolničake nikoli niso ničesa izdali. Potem sem se specializirala za živčna obolenja. Zdaj smo si končno enaki. Preiskali smo drug drugega. Nimamo niti strupa, niti orožja, ničesar. Če bomo neprestano skupaj, če bomo neprestano pazili drug na drugega, se nam ne more prav nič zgoditi. Morali bomo jesti, morali bomo spati, ne moremo večno sedeti in se gledati. Strinjam se z vami. Edina priložnost za morilca je, da nekoga od nas osami. Kako sem lačen. Prinesla bom nekaj konzerv. Nihče od vas se ne bo premaknil tu. Tako je bilo dogovorjeno, ne? Vaše hrane se sploh ne bom dotaknila. Ne bi se rada zastrupila. Kaj sumite mene? Postavite se prosim na moje mesto. Neprestano vas gledam, vse štiri. In se sprašujem, kdo bi bil sposoben za kriminalca takega kalibra. Vi, Blois, imate pogled dobrega psička. Precej naiven in... A tako me imate za precej trčelega, kaj? Kot vsakega policaja. Gospa doktor, ne bi imela dovolj močnega želodca za vse to. Vera bi bila zmožna. Kaj boste zdaj pa vse obdolžili? In vi? Kaj mislite vi? Vsakdo od nas nekoga sumi. Samo vi ste popolnoma tiho. Tudi jaz nekoga sumim. Koga? Ni še pravi čas, da bi povedala. Pravi čas za morilca ali za njegovo žrtev? Za vse nas. Kaj, ko bi šli skupaj nekaj pojesti v kuhinjo? Ne, ostanimo lepo tukaj. Tukaj se nam ne more prav nič zgoditi. In tudi nihče več ni lačen. Še jaz ne. Pojdite jesti sami, Blois.
Nič ni. Le veter je malo močneje zapihal. Ste našli zaveso iz kopalnice? Ne. Kaj vam počenja bilo toliko časa? Velik požrešen volk je odnesel. Kapitan, že 20-krat smo vam rekli, da nehate s takim tonom in s takimi prispodobami. Dvignite roke, blok! Preiščite ga! Nič nima v žepih. Izvolite, prosim. Ne, hvala. Kapitan, Hvala. tudi jaz ne bom. Vse jih nisem za strupu. Zamite, ne vodite otroči. Ne, preneumno bi bilo. Cigareto? Rada. Ne, Zakaj? raje kadim svoje. Kam greste? Sobo grem po svoje cigarete. So pravice mana sumi. Ko se boste vrnili, vas bomo preiskali. V redu. In vi? Boste vi ostali tukaj, vsi? Prisegli smo. Hitro pridite nazaj. Tudi ona je vznemirjena, kako jaz. Ni bilo videti. Strinjam se z ugotovitvami kapitana Lombarda. Strašno je hladnokrvna za žensko. In kako je pametna in spretna. Morilka nikako ne more biti. Ja ste to vi, kaj? Poslušajte, Kaj? nekdo hodi. To je Vera. Prišla je v svojo sobo. Kaj, ko bi popili malo viskija? Pod pogojem, da je steklenica še zapečatena. Filip! Filip! Kje pa ste? Tukaj sem. Ne bojte se. Prišljite, no hitro. Kje je gospa doktor? Iščem žigalice. Hitro prinesite vašo svečo. Ko se mi je obilo okoli vratu. Veter mi je ugasnil svečo. Bilo je kot roka, ki me hoče za dan. Nekdo gre! Jaz, ne bojte se. Bloa? Kje je Bloa? Bloa! Tukaj. Krogla v glavi. Vi trije ste ubili! Marijevci! Marijevci! Vera! Marijevci! Eine Kugel. No, zdaj bomo lahko mirno jedli. Oj, trije zdaj za močni, vsi so brez skrbi. Najedli bi se radi, ker ni nevarnosti. Kdo bi si mislil, gospodična Kleten, da boste ravno vi uganili, kdo je morilec? Gospa doktor, in tako nedolžna je bila videti. Mir njeni duši, gospod Blo. Kaj dobro je bila poplačana. Čez ograjo se je vrgla na čeri. Trajalo bo, prinjo bo more naplavilo nazaj na obalo. Po čem ste sklepali, da je ona naš krvnik? Ker je tako dobro poznala se strupe. Ker je takoj ugotovila, kdo je bil s čim zastrupljen in ker je bil general Zaklan s tako precidnim anatomskim znanjem.
Ubijala nas je počasno in sistematično. Samo pomislite, kako je ubila sodnico Megve. Preko ramen rdečo zaveso, ki simbolizira sodniški pas. Je bila tista pravica iz pesmice. Tu je bila 6. kitica, ne? Odšlo je 5 močkov iskat pravico svet, co enega zaprli, nič več ne bo jih 5. In 7. kitica, ki je bila namenjena njej sami, so 4 še za močki na ladjo kocali, tam enega slani, kjer pohustal kas kostni. Dejmo, prijatelji, jejmo. Tako smlačna. Spet bo lepo vreme, sonce, svetloba. Počasi bomo pozabili na strahote, ki smo jih doživeli. To je treba zaliti. Vse je dobro, le to mi ne gre v račun, kako to, da se je ubila, prednje še nas 3 spravila na oni svet. Slaba vest mogoče. Zdaj pa vržite proč ta svoj revolver. Vas moti moj revolver? Ne prenašam orožja. Jaz pa se od njega ne morem ločiti. Včasih se sproži kar sam od sebe. Če bi bilo tako, bi se popolnoma izneverili pesmi. O pesmica, tudi vse kritične nismo odpeli. Le to je še za močkov, je šlo živalski vrt, prišel je medved silni in... John, verjetno nas prihajajo iskat. Ahoj! Ahoj! Moj bog! Bog je bila. Ampak, kako? Kaj se je zgodilo? Enostavna past. 5 centimetrov, to je bila napeta vrvica. Ko se je bilo spotaknil vrvico, je nam padel bronasti medved. Zlomil mu je tilnik. Medved? To je bila 8. kitica. In 3. bil je strt. Ampak mene ne boste, slišite? Ne premaknite se ali pa streljam. Filip, pa ja ne mislite? Ne, draga moja, ne mislim. Vem, kdo je bil Peter McNeil. Otrok, ki sem ga pazila. In ste ga ubili? Ne jaz. Kdo pa? Otrokov stric zaradi denarja. Bila sem v mestu in ko sem se vrnila na plažo, se je otrok utapljal. Ko sem ga privlekla iz vode, je bilo prepozno. Je bil mrtev. Nikako slabo odigrano. Včeraj zjutraj, ko sem na terasi našel revolver, še ni bilo vrvice. Sodnica je mrtva, prav tako dr. Lewisova. In tudi Bloa se po vsej verjetnosti ni sam umoril. In tako ostanete samo še vi. In vi! 20 nedolžnih imate na vesti. Da, bil sem z 20 možmi v puščavi. Bili smo sami, izgubljeni, brez vode. Morali smo se odločiti, kdo bo šel iskat pomoč in pri tem tvegal, da sam umre. In šel sem jaz. Čude se je zgodil, uspelo mi je. Toda, ko je pomoč prišla do njih, je bilo že prepozno. Vera! Rokego! Pa se vendar veste, da nisem jaz morilec. Zaupala sem vam, avša sta! Pa saj se imava rada. Iriso. No tako, moji mali zamorčki so dobro opravili svojo nalogo. Ne bojte se, gospodična Clayton, vse pa v redu. Oj, ste mislili, da sem mrtva? Vidite, uspelo mi je pregovoriti dr. Lewisovo, da mi je pomagala. Rekla sem mi, da bom le tako lahko ugotovila, kdo je morilec. In danes zjutraj, ko je prišla na sestanek k meni, ni bilo treba drugega kot malo iznajdljivosti. Porinila sem jo v prepad na čeri! Pa sem imela moč, da si sama ubijala ubijalce.
Obtoženka, kaj imate povedati svojo obrambo? Saj dobro veste, da sem nedolžna. Mojo pesm je treba odpeti od začetka do konca. Treba bo umreti. Se zadnji je zamoček, počutje strašno sam. Od žalosti. Au! Vaša rana. Priznajte, prosim, da ste me hoteli lepo počiti. In zdaj morava še sestaviti enesto kitico. Še zadnja dva zamočka, bila sta onih nog, se kmalu poročila in imela kup otrok.